Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so petkove vesti na vesti, z vami sem Katja Buda. Pa poglejmo, kaj se je kaj dogajalo. Predsednik vlade Borut Pahor je dan po burnem sestanku s sindikati, na katerem naj bi kar dvakrat zapustil sobo, povedal, da namerava vlada do januarja sprejeti nov zakon o minimalni plači. Koliko bo znašala ta plača, še ni znano. Opozarjamo, da bi previsok dvig minimalne plače lahko pomenil dve posledice, ki si jih tudi zaposleni ne želijo. Da bi podjetja, ki so na pragu likvidnosti ali konkurenčnosti, bodisi določen del zaposlenih, dali iz dela, da bi bili brezposelni, bodisi da bi zaprla vrata in prenesla svoje naložbe na trge, kjer je strošek dela manjši kot v Sloveniji. Tega si nihče ne želi, tudi sindikati ne. Preiskovalna komisija, ki preiskuje Gregorja Golobiča in njegove povezave z Ultro, Golobiču ni dodelila statusa preiskovanca. Predsednik komisije Rudolf Petan pravi, da lahko status preiskovanca dobi šele potem, ko bodo pripravili dokazni sklep. Golobič je prepričan, da gre za drugačne motive. To ni preiskovalna komisija kar tako, to je edina doslej v zgodovini, ki je določila osebo kot tisto, ki se jo preiskuje. In če ta komisija te osebe iste na mojo lastno zahtevo v tem primeru in noče dati statusa preiskovanca, potem pomeni, da ima ta komisija sama s seboj oziroma njen predsednik, pobudniki zanjo velike težave. Kar vse kaže, da v resnici ne želijo, da se izvede kakršnakoli resna preiskava, da se pridobijo dejstva, da se ugotovi resnica, ampak želijo na vse načine čim dlje in čim bolj agresivno po možnosti v moji odsotnosti oziroma brez možnosti, da bi pri tem sodeloval s kakršnakoli pravico v teh postopkih, to izvajati, vleči čim dlje. Vlada je potrdila sklep o nabavi 10 tisoč enot cepiva proti novi gripi, ki je primerno za ljudi alergične na jajčne beljakovine. Minister za zdravje Borut Miklavčič je povedal, da se je doslej proti novi gripi cepilo prek 50 tisoč ljudi. Za novo gripo je v Sloveniji umrlo že 9 ljudi, dnevno pa naj bi hospitalizirali okoli 50 bolnikov. Katastrofa. Interes za cepljenje se je zelo povečal. Recimo samo, če dam podatek, da je v kliničnem centru bila zadnje 2 dni prava vrsta za zdravstvene delavce, tako da se je v kliničnem centru cepilo 2700 zdravstvenih delavcev za navadno gripo in do včeraj 2500 za pandemsko gripo. To ocenjujemo, da so še vedno številke sorazmerno majhne, kajti če bi želela biti Slovenija zaščiten otok, je potrebno precepiti, preventivno zaščititi čim večje število prebivalstva. Ministrstvo za zdravje se bo usmerilo v nadaljnje aktivnosti za preprečevanje ljudi, da se odločijo za cepljenje, in jaz bi se rad tudi vsem novinarjem zahvalil, ko so le videli, da je situacija resna, in v zadnjem času bilo nekaj zelo dobrih prispevkov v tej smeri, da je cepljenje varno in da prebivalce pozivamo, da se za to odločijo. Hvala. V Ljubljani so prižgali lučke, jej, nov let, december, špila si kaj vesela? Ne, prav. Letos je v mestu zažarelo več kot 40 kilometrov. 40 kilometrov, to je ogromen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O mednarodnem dnevu prostovoljstva komentar dneva Boštjan Klun.
V dobi, ko je internetna televizija nekaj vsakdanjega in otroke učimo, da naj, če česa ne vedo, vprašajo Google, je nesmiselno razlagati, zakaj je 5. december mednarodni dan prostovoljstva in kdaj ter kdo ga je za takega naredil. Smiselno se je torej vprašati, če se še niste, kako lahko postanete prostovoljci tudi vi. Odgovor je preprost, reče se mu 3x2.recikliraj.se. Kdo je prostovoljec, katere so prostovoljne organizacije, ponudba in povpraševanje po prostovoljnem delu, ter ne nazadnje reciklator na 3x2.recikliraj.se. Morda pa vas bolj kot vsebina mednarodnega dne zanima, če ste morda že prostovoljec. Začnimo pri 125.000 prostovoljnih gasilcih, brez katerih si varnosti te dežele, verjemite, ne upate niti zamisliti. Se morda prostovoljno javljate na katerem izmed telefonov za pomoč v stiski? Morda opravite kakšno knjigovodsko ali računovodsko storitev za lokalno društvo proti mučenju živali? Morda kaj drugega, vedno pa to radi počnete in brez pričakovanega plačila. Preprosto zato, ker vas duh individualizma še ni požrl. Seveda, prostovoljno delo hodi z roko v roki z dobrodelnostjo. Saj veste, prostovoljno organiziramo dobrodelni koncert za, recesija je, socialno ogrožene. Mega. Imamo plemenito idejo. Imamo nastopajoče bende, ki se odpovejo honorarju. Varnostniki bodo pokrovitelji in tonci bodo sponzorji, vstopnine ne bo, našli bomo kakšnega dobrotnika, da bo pokril backstage s pijačo in tudi seveda s priročno hrano. Super, boste rekli. In kje je torej zbrani denar za socialno ogrožene? Žal se mi prevečkrat priča, ko se ta sredstva nakapljajo z nabirkami in usiljenimi dražbami. Zato sem postal brez zamere z leti nekoliko tečen. Dobrodelne prireditve, ki jih ne organizira slovenska filantropija, ne vodi več prostovoljno. Zahtevam plačilo in to dvojno, ki ga še isti dan prenakažem na račun pomoči potrebnih in verjemite, veliko nadebudnih organizatorjev obljubi sodelovanje, sklene pa ga bolj malo, običajno pravijo, da ni dovolj sredstev. Jaz pa pravim, da se premalo trudijo pri sponzorjih. Prepričan sem, da bi, če bi bil koncert tržne narave, obredli vse mogoče donatorje, da bi le zaključili koncert z dobičkom. Upravičeno se torej vprašamo, komu so potem takem dobrodelne prireditve zares namenjene in katere potem zaslužijo vašo pozornost. Nekaj teh boste našli tudi na spletni strani 3x2.recikliraj.se, za vse ostale pa vam voščimo dober nos. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Včeraj je v cvetličarni nastopil Edo Majka. Koncert je trajal 2 uri, Edo Majka pa je, kot ponavadi, obiskovalce popolnoma navdušil. Sidi! Še vreme, jutri je Miklavž, ampak samo za pridne punčke in fantke, pa kužke. Drugi pa nič ne dobite, ker ste poredni. Tako da bodite pridni. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile petkove vesti na vesti z Katjo Buda in Henrijem, ki nima primka. Zaenkrat še ne. Lepo se majte, pa ful se smejte. Ne vem. To. A veš. High five.